Hvala. Okolje. Ena minuta je že 3 minute. Ja, seveda je. Bomo kar začeli, spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci. Kot kaže, so naši kolegi rezervirali nekoliko premajhno dvorano, ampak to se nam tako ali tako zdaj skozi dogaja, že cel teden. Kamorkoli pride gospod Opeka, povsod so polne cerkve, polne dvorane in navdušeni ljudje. Pa bomo tako začeli ta kratek izziv, ker želi predvsem ta čas nameniti vam, podpisovanju knjig in tudi mogoče stisku rok, tako da ne bomo dolgo govorili, ampak vendarle kaže, da predstavljate neko novo upanje, da prinašate nek svež veter v Slovenijo. Kako to doživljate te dni? Jaz to doživljam kot eno veliko srečo, da lahko kot božje orodje, da lahko prinašam drugim bratom, sestram eno veselje. Veselje, ki ga nosim seboj. To ni eno umetno veselje, ki ga delam. To je to, kar živim 40 let na Madagaskarju. In sem prej rekel prijatelju Jošetu, to je moč, ki prihaja od zgoraj in to živim naravno in spontano. In vse, kar smo preboleli tam, vse teh 40 let, koliko bo bolezni, koliko je bilo dram, koliko je bilo smrti, vse to meni zdrobilo, meni zlomilo, da sem naprej lahko živel tisto veselje, ki sem ga vselej imel, ko sem se odločil, da bom jaz služil sočloveku in preko sočloveka Bogu. Vi prihajate iz sveta, ki je materialno šibek, lahko bi rekli reven ali pa zelo reven. Rešili ste več kot 23.000 ljudi smetišč in ulic glavnega mesta Antananarivo. Ampak po drugi strani ste pa gradili vso to skupnost Takamasuo, dobre prijatelje, na izredno trdnih, na duhovnih temeljih. Pri nas je ravno nasprotno. Imamo močne materialne temelje, vsaj imeli smo jih, sedaj nekoliko povzijo iz rok, kaže pa, da so naši duhovni, vrednostni temelji nekoliko šibki. Kaj se lahko mi iz vaše izkušnje naučimo v tem smislu, v smislu vrednot in prioritete vrednot? Veste kaj, bogatstvo uspava človeka. Lahko življenje, prelahko življenje ubije v človeku vse iniciative in se človek zapira v vase. In ko živite vi v nekem svetu, kjer imate ravno toliko dovolj, da lahko dostojno živite, tam imate vse te talente, karizme, ki nam je Bog dal, lahko izstopajo, lahko jih uporabljate, ker ste prisiljeni, da jih uporabljate, ker veste, da živite iz dneva v dan. In na Madagaskarju se mi preživljamo, tukaj v Evropi, ne samo v Sloveniji, v Evropi, vi imate že zasigurirano življenje za par mesecev naprej, če že ne za eno leto ali več. Torej, ko me nekdo vprašuje za program, načrt prihodnega leta, jaz težko odgovarjam, ker mi tam živimo iz dneva v dan, iz tedna v teden. In tukaj, ja, prosim, drugo leto, junija meseca, ta dan, ta uro, morate biti tukaj, jaz to smatram tako vprašanje, da se čutim nevoljnega, pa kako, mi živimo tukaj iz dneva v dan. In ta je ta razlika. To se vi težko razumete, da človek lahko živi s tako malimi stvarmi. In to dokazujejo naši brati na Madagaskarju. Jaz ne rečem, da moramo vsi tako živeti, tako skromno. Skromno moramo živeti, ampak imate dovolj. Imate vsega, tukaj morate imeti vsega, kar je dobro, ampak v skromni meri, ne čez mero in ne preveč, da ne boste tisto zgubljali ali tudi zapravljali ali uničevali. Ponavljam,
indijski pregovor, ki pravi, vse, kar ni bilo dano, vse, kar ni bilo deljeno, je bilo izgubljeno. Torej, vidite, še rim, je neka rima, še pa sem rekel pesenco. In kar je resnično, ker pozdravljam gospoda Lojzeta Peterleta. Ja, no, pa, ker si velik prijatelj, najlepša hvala. Prosim, to, kar doživljam s temi revni ljudmi, me postavljajo na prave vrednote. In te vrednote brez doma, da je duh. In ko ste vi živite v takem lepem, bogatem življenju, se duh je zaspal, ne da je šel. Duh je smerem v vas, se duh ne more iti iz vas. Če duh gre iz vas ali iz nas, smo potem mrtvi ljudje. In mrtvi ljudje se ne sprehajajo po cestah. Mrtvi ljudje so na pokopališčih. Ampak smo pa res zaspani. Hodimo, ampak zaspano. In se ne zavedamo vse bogatstva duhovnega, človeškega in kulturnega, ki imamo in ki v nas spi. In zato, če pridem jaz tukaj sem k vam in me pridete poslušati, mogoče zaradi tega, ker reče, pa kje ta človek vzame to veselje, če dela med najbolj revnimi ljudmi, pa kako bo ta človek imel več veselja kot mi, ki imamo vsega dovolj. Jaz sem se tega veselja nalezel že v Argentini, v Argentini, to je tak značaj, sem se tega veselja sem že dobil v svoji družini, ker nas je bila velika številna družina, 8 otrok. Ko je moja mama šla v trgovino in ko so se mame tam pogovarjali, koliko imate vi otrok, koliko imate vi, v Argentini en ali dva, največ 2. 3, to je bilo že skoraj izjemno. Ko je mama rekla, jaz imam 8 otrok, so se argentinske mame kar za glavo prijeli, pa kako pa vi živite pri vas? Koliko ljudi pri vas dela? Prav, moj mož. Tako da smo vse skromno živeli, ampak z veseljem. V naši družini smo vse delili. In mama je rekla, kadar pride kakšen reven človek in trka na naša vrata, vse le moramo pomagati. Ne bomo nikdar tako reveži, da ne bi lahko delili en kos kruha z revežem. In to mi je dala mama. Oče mi je dal poštenost. Moj oče bi tak pošten delavec. Vse, kar je zaslužil, je z delom in s poštenostjo. Sem prepričan, da nikdar nikoga ukradel. In to sem dobil jaz od svojih staršev. In to veselje v družini, 8 otrok, in smo ostali vedno zelo povezani. In brez doma, da vera naših staršev in zgled naših staršev, zato so nam dali to veselje in to združenje, to povezavo v naši družini. Zato sem vesel, da je Mohorjeva družba na tej knjigi, ki je bila prevedena v slovenščino, da so dali na prvo stran, ko odprete, sliko mojega očeta in mojo mamo. Vi znate na nek poseben način ljudi navdušiti in tudi k temu, da delijo. Ampak kot kaže, Slovencev ni prav težko navdušiti, da delijo z drugimi, kljub temu, da živimo v tem bogatem in včasih neobčutljivem svetu. Kakšen je vaš vtis z tega vidika, z vidika darežljivosti Slovencev? Ja, jaz mislim, da to je že vidimo, kje moji starci Slovenci so rojeni bili v Sloveniji, kako so oni delili, moja mama, ki je delila z vsemi. Torej, tukaj sem vedno videl dobroto Slovencev. Vsak Slovenc hoče darovati, ima srce. Jaz sem pričal, da je tukaj veliko srca. Samo je malo zagrenjen, malo ste ga nekam v en kot, ste ga potlačili v en kot in tam trpi srce. Pa zakaj ne bi to srce ga osvobodili? Sem videl na teh plakatih, ki delajo tole propagando, velike plakate, živi svobodno. Torej, odprite srce, lahko živimo svobodno samo, ko poslušate srce in ko srce nas nikdar ne vara. Ampak se bojimo živeti, ker če živimo s srcem, smo rahli, vsak nas lahko napade.
ne kažemo eno nasilje, da drugega prestrašimo, rečemo, jaz sem močnejši od tebe. Poglej moj pogled, poglej moje oči, poglej moj obraz, kako je resen, kako sem stresiran, poglejte, takoj sem pripravljen od udarca za udarcem, zob za zob, ne? In to tako živimo, namesto da bi živeli bolj sproščeno kot bratje, kot državljani istega naroda, iste domovine, spravljeni. To bi lahko dela. Poslušajte, jaz govorim 40 let na Madagaskarju in 24 let na smetišču, kjer so tudi oni bili sprti. Ker sem prišel na smetišče, je bila anarhija. Najbolj revni ljudje med seboj so bili med njimi nevošljivi, so se med njimi kradli, so se med njimi pobijali, sami reveži med reveži, ker to je bilo preživljanje. Jaz moram preživeti. In če smo v tem peklu naredili eno oazo upanja, oazo spoštovanja, oazo miru, to se da narediti povsod. Kjer je volja, kjer je vera, kjer je vztrajnost in kjer je strpnost, se da to narediti. Brez doma rečete, to so besede, gospod, vi lepo govorite, zdaj po enem tednu v Sloveniji ste se že navadili govoriti slovensko. Ne, jaz govorim življenja, to jaz živim. In moramo mi brez doma dajati to prednost našemu srcu in polagati vso važnost na te vrednote, ki nas združujejo, ki nas delajo večje, bolj korajžne, bolj vesele, bolj odprte, bolj iskrene. To so tiste vrednote, je treba iskati. Vi sami lahko iščete naprej. Tisto, kar je pri vas občudovanja vredno in kar verjetno tudi naši poslušalci vidijo, je ta občutek sreče, ki ga širite. Tisti, ki smo imeli ta privilegij, da smo bili nekoliko več z vami, vidimo, da je to skozi prisotno, skoraj niste slabe volje. Vem, da ni čudežnega recepta za srečo, ampak vendarle, kako bi v naša življenja, nas posameznikov, pa tudi naše nacije prinesli več sreče? To nosimo v sebi ali ne nosimo v sebi. Vsi nosimo v sebi eno srečo, vsi. Samo, kot rečem, vselej smo jo zaprli, smo jo potlačili v en kot, to srečo. Ne? In odprimo, razbremenimo to srečo vseh predsodkov. Koliko je predsodkov v našem življenju? Že v eni družini, v eni sami vasi, majhni vasi, koliko predsodkov. Ne? In če mi resnično molimo, če mi resnično poslušamo Božjo besedo vsako nedeljo, če poslušamo Jezusovo oznanilo, veselo oznanilo, se ne moramo biti sprti, se ne moramo. In ko gremo, vidim, da v Sloveniji še hodite, še polnite cerkev ob nedeljah, kar je v Franciji zelo manj. Tukaj polnite cerkve, ko gremo iz cerkve ven, moramo biti boljši, kot smo šli noter. In če nisem boljši, kot smo šli v cerkev, potem ostanimo 1 uro več, če je treba. Da rečem, zdaj, ko grem domov, zdaj sem pa res boljši, zdaj ne bom nobenega skregal doma, se ne bom za ne malenkosti skregal, za neke malenkosti, da se bom sprl z ženo, z otroci. Zakaj nismo bolj prijazni? In kaj to nam stane? Biti bolj odprt, bolj prijazen, bolj strpen in bolj usmiljen. Da nekdo, ki je naredil, če je rekel kakšno besedo, ki ni bila umestna, pa se ne bom zaradi te besede jaz zdaj ogrenil cel dan, pa kaj mi je ta človek rekel danes? Ali pa celo, da je bila to moče vaša žena ali pa vaš otrok, da vam je odgovoril, ne vem, s kakšno nasiljem, pa je rekel, kaj se vtikaš v moje življenje? Pa sem jaz tvoj oče, pa sem tvoja mati. Pa kako se to da na drugačen način? Tu, če ni uspeh takojšen, bo prišel na dan enkrat kasneje. Torej, jaz sem prepričan, da to srečo že imamo, samo se ne upamo živeti te sreče. In jaz sem se enkrat te verig sem se jih rešil. Sem te verige, ki so mi rekli, ja, pa ti, kaj bodo ljudje rekli, če boš ti to delal, kaj bodo rekli politiki na Madagaskarju, če se boš ti ukvarjal s temi najurejnimi ljudmi, se bodo počutili ogroženi, jih boš ogrožal. Jaz sem rekel,
jaz nočem nobenega ogrožati. Jaz ne grem, nisem šel na smetišče, da bi ogrožal vlado, da bi napadal predsednika ali ministra, sem šel na smetišče zato, da smo reševali otroke. To je bo edini cilj, reševati otroke, ki so umirali na smetišču in pomagati njihovim mamam in njihovim očetom. To je bo cilj. Če drugi drugače sprejmejo moje delo, moje poslanstvo, moje pojmovanje evangelija, nisem tega kriv jaz. Jaz ne iščem, jaz nimam nasprotnikov. Moj nasprotnik je samo skrajna revščina. In ko sem postal duhovnik v Argentini, ko so me posvetili duhovnika, sem rekel Bogu, Gospodu Kristusu, hočem, rad bi želel, da bi vsak človek bil moj brat. Da bi vsi ljudje bili moji bratje in sestre. To sem povedal, ko sem bil star 27 let, sem verjel 200%. Danes, 38 let kasneje, pa verujem 99%, da je to tako mora biti. Kje je pa tistih ostalih? 101%. En ostal procent, tiste so šli, tisto je pobrala izkušnja, preizkušnja, razočaranje. To se pravi, sem prišel že v svet realnosti, ker je do 100% realnost, ker greste preko, ste že nekje v nebesih, ne? Ampak ne živim v nebesih, živim na tej zemlji. Samo danes sem še prepričan, da je vsak človek, da so vsi ljudje moji brati, moje sestre. To jaz jemljem iz evangelija. To jaz jemljem vsak dan iz te Božje besede. Dragi obiskovalci, sedaj bi ga kar vam prepustili, mogoče za kakšno vprašanje, še raje pa verjetno za kakšen podpis knjige, stisk roke, da se z njim osebno tudi srečate. Velja? Kakšno vprašanje? Kakšno vprašanje morda? Res je gost zelo izčrpan, ampak vendarle. No, ko vidim tako vzdušje, nisem več izčrpan. Jaz sem mislil, da boste v zunaj ostali vsi, zato sem jaz rekel, ne, kako bodo ljudje, jaz sem tukaj govoril peščici ljudi pa vsi ostali. Tako sem mislil, ne. Zdaj, ko vidim, da ste vsi dobili stole, da vsi sedimo, zdaj pa lahko govorimo. Spet poezija. Izvolite. Ja, jaz bi rada vprašala, če ste kdaj utrujeni, pa kako to rešujete, ker to je velik problem, ker takrat težje misliš in lahko tudi napako narediš. Ja. Samo, ko vas ljudje tako sprijemajo, kot sedaj v tem mojem potovanju po Sloveniji, vam rečem, da so naredili tak program za ubiti človeka. In me niso, ko vstajam, spim samo 5 ur na dan. In ko vstajam, rečem, Gospod, pomagaj mi, da vsakega človeka, vsako sestro, ko bom danes srečal, ko se bom podal roko z njim, pomagaj mi, da bom prinašal eno upanje, eno veselje. To sem rekel zdaj, za 8 dni, kar sem tukaj v Sloveniji, vsako jutro. Ker ko stanete, telo se že čuti, da ne rabi več spanja. In je treba vstati. Ker tukaj organizatorji so mi naredili, vam rečem, zopet ponavljam, natrpan program. Ampak nisem zmatran. Se ne čutim. In to isto na Madagaskarju. Ko ljudje vidite, da služite, ne mislite na vaš, ko bi rekel, da ste počutje. In kaj se mi je zgodilo, ko sem na Madagaskarju enkrat bila nedelja in mi je križ bolj. Prejšnji dan sem naredil napačen korak, sem skočil in nisem se mogel postaviti po koncu. Sem rekel, jutri nedelja, jutri bom izmaševal za 7000 ljudi. In sem rekel, kaj bo? In je prišla nedelja, zjutraj, nič boljšega, komi sem se postavljal po koncu, kakšna bo današnja maša. In to za 7000 ljudmi. In dobro, ko sem šel potem v sprevodu, da gremo v to dvorano, kjer je 7000 ljudi, pridem, petje, kar naenkrat sem pozabil, da sem jaz bolan, pa šel.
In potem pride evangelij in ko preberem evangelij, potem ko preberem evangelij, rečem, to je Kristusova beseda, zapojem, oni govorijo, Bogu hvala, in potem grem med ljudmi, plešem in grem med ljudmi z evangelijem. Oni pa tudi pojejo mogočno pesem. In jaz sem šel s tistim evangelijem po celi tej dvorani, plesal in celo mašo sem tam pridgal, stal, celo mašo in potem nekdo rekel po maši, pa ti, a ti nisi obolan? A ti ni tebe križ bolani, ki si šel, ki si prišel, si bil skrivljen, pa nisi se mogel postaviti? Se go pa res? In ko sem se spomnil, je prišel nazaj ta ko mi je spomnil, mi je prišla nazaj bolečina. Pa vidite, kako lahko, to je bil kot en čudež, ne? Vidite, ko delate za druge in ko vidite v drugih ljudeh, v očeh, v njihovem nasmehu, da ste mu dali eno božjo moč, ki jo vsi imamo in si jo izmenjujemo. Vsi jo imamo in se izmenjujemo. Božjo moč, ki so me dali brati in sestre v župniji na Krasu v Komnu. 700 bratov in sester sem se rokoval z njimi. Župnik je zaprl vrata in rekel, zdaj boste pa šli tukaj vsi, pa boste dali misionarju roko. In jaz močno stisnem roko nekomu na Madagaskarju. Zdaj so me pa meni močnej, dvakrat večkrat so me stisnili roko, ne? In sem zdržal, 700krat sem dal roko vsem bratov, vsak je imel eno lepo besedo, vsak mi je blagoslovil, vsak je imel eno tako besedo, ki mi je, sem rekel, Gospod, koliko sem danes dobil blagoslova od teh bratov in sester. In se, ko jaz nimam več pravice, da bi bil bolan ali pa da bi se kaj pritoževal. Isto je bilo, ko smo maševali v kliničnem centru. Vsak mi je dal roko. Tudi bolni ljudje, pa močno, pa je bolan bil, pa močno stisnil in spet eno korajžno besedo, eno lepo besedo, en blagoslov. In sem rekel, nimam pravice, da bi jaz bil sedaj zmatran ali kaj podobnega. Torej, vidite, ljudje me dajo njihov blagoslov. Jaz ni blagoslavljam, oni mene blagoslavljajo. Mi se moramo med seboj blagoslavljati in boste videli, da vas ne bo več križ bolel. Ja, hvala Bogu, pri svojih 65 let, pred en mesecom in pol, en mesec in en teden, ki že krožim okrog, kot romar. En teden prej sem igral in sem zabil en gol 30 metrov, z levo v kot. In sem me pol ure upil od veselja. Pol ure sem kričal od veselja. Ne upil, uriskal. Sej evangelij, tile psalmi pravijo, uriskajte, pojte in uriskajte, da slavite Gospoda, ne? To pravi svetopismo, ne? Psalmi to rečejo. Torej jaz uriskam in s tem uriskanjem jaz vse, kar je bilo med tednom hudega, težkega, vse gre iz mene ven. In z jutranjšnjo mašo sem že dobil nove moči, duhovne moči, popoldan pa z nogometom pa dobil sem še iz telesa, iz telesa sem Izkočil. Sem iz telesa ven vrgal vse, kar mi je težilo, vse, kar je telesno razbremenil telo od vsega hudega, kar je hudo, ni samo v duhu, tudi telo to čuti. Tudi telo to čuti in vse to gre ven. Tako da začnem ponedeljek čisto kot mladenič 25 let. Ja, in ko igramo nogomet, vsi ti otroci, mladina, ko vidi, da je njihov misionar ni star. In potem pa rečete, ti misionarji so stari, kaj bodo nam govorili. Pa ni star ta misionar, če se zabije gol na 30 metrov v kot. Torej, z mladino moramo ohraniti to povezavo in to je za mene zelo važno. To je za mene zelo važno, da ne zgubim z otroci in z mladino, da ne izgubim stik, ker oni največ rabijo našo pomoč, da jih ne bi družba, da jih ne bi iskrena revščina zapeljala v tunel
iz katere ne bodo mogli ven. Ne? In preprečiti, da ne bi šli v tak tunel, ki rečejo, piše gor na tunelu, tukaj je sreča, ampak greste noter, tukaj je ljubezen, ampak ljubezen z malo, ne z veliko. In not pridejo, ne pridejo več ven. To so mamila, to je alkohol, to je prostitucija, vsega tega je tam. In zato mi se moramo boriti in veste, da te ljudi, ki smo mi izkopali, vzeli iz vode, kjer so se potapljali v tej iskrajni revščini, ki ga spravite na vaš čovn, on lahko hitro na drugo stran pade. Ne? Vi tukaj jemljete drugi ljudi, on pa že skoči na uno stran, je že skočil zopet v vodo. Ne? Ker reče, kakšna sirena tam, pridi sem, tukaj je veselje, tukaj je sreča in spet noter v vodo in spet morate tam ga morate pomagati mu, da se izblati ali pa da ga rešujete, da ne se potopi v tem morju brez upa. Še kdo morda? Volitve so že bile zdaj, avgusta, vem, da so mogla biti pa pol oktobra. Ja. So bili volitve 25. oktobra. 25. so bili volitve in prvi krog je že končan. Imeli smo 31 kandidatov. Vidite, kakšna je ljubezen pri nas, da se pomaga narodu. 31 kandidatov. Vsi, ki so govorili na televiziji, vsak je imel rešitev za iskreno revščino. In ta iskrena revščina, ki je 92% Malgašev živi pod pragom revščine. 92. To je revščina, ki ga ne doume naš razum. Ne doume naš razum. In ki vas skandalizira. Ampak mi moramo z njimi biti in mi zato smo ustvarili to oazo upanja v našem združenju, kjer je mir, kjer je veselje in kjer je zaupanje. Upanje in zaupanje. In zdaj drugi krog bo 20. decembra, drugi krog volitve. Tako da, če Bog da, drugo leto, začetku druga leta, bomo, ker tam štejejo 3 tedne, 3 tedne štejejo glasove. 3 tedne. Tukaj štejete še isti večer, veste, kako so bili rezultati, ne? V Franciji isto. A vidite? Ja. Te ankete, ki so delali v Franciji, brezoma, da politiki rečejo, ne verjamemo v te ankete, ankete reče. Ja. Mislim, da je gospod Sateljen narobe povedal. Ja, veste kaj, te ankete, v Franciji delajo dobre ankete, ne, se zmotijo, zelo malo se zmotijo. Ampak, dobro, vi imate taka znanstveno znate to preštudirati, ne. Na Madagaskarju ne moramo to narediti, ker ne bi bile iskrene te ankete na Madagaskarju, ker bi podkupovali ljudi. Ti to povej, pa te dam toliko denarja, ne. Nažalost, težko je živeti demokracijo v narodu, kjer je 92% ljudi živi pod pragom revščine. Težko je živeti demokracijo. Ljudi je velika korupcija in ljudi se plačuje. In sam Bog ve, koliko bo zdaj šlo denarja za podkupovanje. No, ampak težave z demokracijo imamo tudi mi, tako da to ni samo stvar revščine. Ja, torej, da upamo do 20. decembra, da bomo imeli oba predsednika, ki sta zdaj finalista, oba poznam, ne? Oba poznam in, ja. Samo to sem hotela vprašati, a mogoče je kakšen od teh dveh, ki ste vi, ki jih poznate, ta pravi, da bojo tudi lahko pomagali res vam? Če je ta pravi, samo Bog ve, ne? Samo veste kaj, vsi govorijo lepo. Vsi lepo govorijo. Vsak reče, da bo vse bo naredil, vsem bo pomagal, revščina bo čez par mesecev izginila. Ampak to smo že slišali, to že slišam, koliko let se nam da, 40 let to slišam. Ne? Torej, oba poznam in eden od njih je bil minister za zdravstvo, ki mi je, kadar sem prišel k njemu, mi je vselej prav, če ta misionar prosi, takoj se podpise. Potem bomo delali vse druge papirje. Podpišem takoj, da lahko začne delati. Mi je povabil že na njegov dom, kjer smo z enim škofom, domačim škofom in drugim novinarjem, ki bo tudi en jezuit, smo se cel večer pogovarjali, kaj mora kristjan narediti, da se angažira za svoj narod. Pri tem, ki bo največ glasov. Tak ima ta drugi,
Prvi je katoličan, drugi je protestant, on je pa prišel prositi me blagoslov. Pred enim mesecem je prišel prositi, vam dam blagoslov, če boste vi res delali za reveže. Smo malo barantali, ne bomo kar tako dali. No in sem mu potem, ne 10 minut sem mu fajn povedal, kakšne so resnične težave in drame vseh državljanov na Madagaskarju. Bi rekel, gospod, veste kaj, misionar, jaz vem, kako ste vi se tukaj pri nas zaangažirali za skupno dobro in za najbolj revne. Jaz to spoštujem in bom tudi spoštoval in mi vas cenimo. Torej, besede so bili dobre, tako da sem mu potem dal tudi blagoslov. Gospa Jordan, evropska poslanka. Pri politikih je pač tako, če so izvoljeni, potem zmaga tisti, ki najboljše nastopa. In prek televizija sicer je medij ali pa radio, televizija še bolj, ki te pokaže navzven, včasih izbruhne kakšno čustvo van, ampak zelo težko je prebrati srce in tisto, kar je v nekem kandidatu. In jaz sem vas želela vprašati, kako ocenjujete vse te kandidate, glede na ugled, ki ga imate? Vas je kdo vprašal, kaj vi svetujete, kaj je treba narediti, kako jih narediti bolj občutljive? To je tudi problem pri nas, vse ljudje, kljub temu, da živimo v zelo različnih okoljih, imamo neke skupne vzorce obnašanja, politiki velikokrat potem, ko so izvoljeni, pozabijo na te stike, čez 4 leta se spet spomnejo. Kako je s tem odnosom pri vas in kaj bi rekli, kako bi lahko potegnili to tudi enakost v teh odnosih med Slovenijo in okoljem, v katerem vi živite večino svojega časa? Ja, zato sem jaz najprv za naše ljudi, naše reveže osveščeval. Sem rekel, ko bodo prišli ti kandidati, recite jim, ne govori v prazno. Tukaj samo 3 stvari, za 3 stvari smo občutljivi in poslušamo. Koliko delovnih mest boš nam zgradil, koliko šol bo zgradil, koliko bolnic boš naredil in koliko cest bo zgradil. Vse drugo je za nas ni važno. Ker oni prinašajo denar, prinašajo pijačo, prinašajo vola, prinašajo riž, da jih s tem uspavajo. In vi rečete, ne, riža nočemo, mi znamo delati, dajte nam delo. In zdaj, ko pridejo in vse nam rečem, veste, če bi vi bili v Argentini, sem enkrat rekel enemu politiku, če bi vi bili v Argentini zdaj, bi vas kamnali naši tam ljudi v Argentini, se ne bi upali. Ker je bil en čas, ko v Argentini se niso politiki upali na cesto, se niso upali, nekaj mesecev je bilo, niso se upali, kjer jih je kdo videl, ker je bila Argentina tako na tleh, ki je tako bogata dežela in so jo zapravili, so vse ukradli, In potem se je pa tale civilna družba prebudila in tako, da so se bali iti na cesto ali kakšne restauracije. Tukaj na Madagaskarju zaenkrat se tega ljudstvo ne zaveda, ker ni osveščeno. Vse je polovica ljudstva ni šla v šolo. In danes, kljub temu danes, je polovica otrok, ki gre v osnovno šolo, ne izdela v osnovne šole. Že prej pusti šolo, to je 50%, in je že 40%, ki ne gre v šolo. Torej, tukaj je treba osveščati ljudi in tiste, ki so področja, kjer so tako velika kot Slovenija. Ni nobene ceste, nobene šole, nobene bolnice, nobenega žandarma, nobenega policaja, nobene cerkve. Tisti ljudje živijo sami zase. In so zdivjali. So rekli, če oni nas niso vzeli za svoje ljudi, za državljane našega naroda, mi znamo tudi živeti po našem. In so začeli krasti, in so začeli pobijati. In danes je to zelo huda rana za Madagaskar. Huda rana. Kdo bo to zdaj, ko si nekdo naučil krasti in pobijati in ki je vselej pod vplivom mamil,
tega človeka bo treba desetletja, če ga boste prepričali, da se spreobrne. Desetletja. Kdorkoli bo danes predsednik od teh dveh, ne bo mogel narediti čudeža. Ne bo mogel narediti čudeža. Ker je danes ni oblasti, ni reda, je policija, ampak samo zase, da gre na ulico, da ustavlja avtobuse ali pa avtomobile, da denar dobi. Tu, če notor je kakšen razbojnik, kakšen kriminalc, on ga pusti naprej, da ima denar in gre naprej. Vojska, žandarmerija, to je tako, ne? Vsi delajo za denar. In mislim, da tukaj, jaz sem rekel veliko stvari že na Madagaskarju, na malgaški televiziji, na malgaškemu radiju, nacionalnem radiju, ki se sliši po celem Madagaskarju. Sem rekel, mi od vsega, od osvoboditve naprej, vselej so nam manjkali pošteni politiki, patrioti in humanisti. In nobena vlada po osvoboditvi ni nikdar delala, da bi ustvarjala delovna mesta za svojo mladino. Nobena. In to so naredili z velikimi črkami. Danes je na večeru en velik intervju z menoj in so mi dali celo mojo glavo na eno stran. Tako da je sama brada, to je straje. Sama brada. In to so tudi naredili v tem domačem magazinu, da so mi dali mojo glavo iz pesmi čez celo stran, spodaj pa napisali, nikdar nismo imeli politike poštene, patriote in humaniste. S tako veliko... Noben politik se ni upal mi odgovoriti, nobeden. Ker se zavedal, da za menoj je ljudstvo, kljub temu, da sem bil človek, za njih sem postal njihov človek. Za njih. Torej, ni recepta, ni čudežev, ampak mi osveščamo naše ljudi, naj bodo odgovorni in naj volijo tistega, ki bo ustvarjal delovna mesta. In potem pa zahtevajte od te vlade, ki ste volili, zahtevajte, naj daje delo mladim, naj daje učenje, izobražanje otrokom in da je zdravje za vse ljudi in da delajo tudi spodobna stanovanja za njihove državljane. In to stalno govorim. In sem tudi rekel na televiziji domači, vi, ki ste vodili državo skozi 53 let, kar je Madagaskar svoboden, vi morate prositi odpuščanje vašega naroda. Morate prositi odpuščanje, ker ste vi naredili to. Vi ste vzrok te skrajne revščine. To niso bili Francozi. Vi, ker ste že 53 let samostojni, ker ste rekli, ko boste samostojni, da se boste postavili na noge, končno ste se sami sebi kradli in ste vi, sami državljani, med seboj, ko bi rekel, ste se izigravali in izkoriščali eni sami v isti državi. Ne? Gospod Peterle. Dragi Peter, gospe in gospodje, jaz sem zelo vesel, da si tako jasno povedal na čisto drug način, kot beremo v kakšnih enciklopedijah, kaj je politika. In na podlagi tega, kar si ti povedal, bi rekel, da ne more oziroma ne sme biti nepolitičnih ljudi. Če pojmujemo politiko kot delo za skupno dobro, smo vsi not, če tako rečemo. In ti si jasno povedal, kaj je zate delo za ljudi in kaj ni. In jaz sem vesel, da je tvoje delo tak izziv tudi tej politiki v ožjem pomenu, tudi pri teh, ki sedijo v parlamentih in na vladah, kar seveda ni vsa politika, je samo del politike. Jaz sem vesel, da si tak izziv in tisti, ki delamo bolj od zunaj kot doma, vemo, da obstajata dva Slovenca, ki jih pozna v svet. Peter Opeka in Slavko Avsenik. Več jih ni. In rad bi ti povedal, da smo ponosni na te, ne samo v Evropskem parlamentu, tudi kjer drugje. Vemo, kaj tvoje ime pomeni in smo ti hvaležni za to, kar delaš.
Tvoje ime v Bruslju ni neznano in upam, da bo postalo znano še bolj. Predvsem pa bi si želel, da bi politika svoje delo, svoje poslanstvo razumela v duhu, kot si ga ti predstavil. Zato bi si želel, da tvoja cela glava in cela brada še kje izide, ne? Ker delaš ta prave zadeve. Ne? Lepa hvala. Mislim, se mi dva poznavaš do leta 69, 68, ja, ko si bil še študent teologije, mi smo se šli pa revijo 2000. Ne? Točno. No, bi pa tudi v duhu tega, kar si govoril, zadeve morajo biti konkretne. Jaz poznam skupino mladih ljudi, ki so se zbrali zato, da bi pomagali tistim, ki imajo manj. In so me pooblastili, da ti nekaj od tega, kar so oni zbrali, predam, da bo za malo več riža. Hvala, Peter. Hvala, Lojze. Vse, ko jaz govorim na televiziji na Madagaskarju, vseeno rečem, jaz ne delam politike. Ampak vse, kar potem rečem, je sama politika, če hočete. Ne? Ker kaj je politika? Skupno dobro. Ampak sem se že otepel, ker na Madagaskarju rečejo, ma nov politike. To se pravi, že golfa. Ma nov politika reče, že nas golfa. Zato pa rečem, začnem že z eno injekcijo, rečem, jaz ne delam politike. Dobro, potem zdaj pa lahko govori, potem pa... In kaj je politika? Skupno dobro. Skupno dobro. In jaz sem prepričan, da je nekdo, ki je izvoljen za predsednika, za poslanca, pa najbolj predsednik, on je garant vsakega do zadnjega svojega državljana, on je garant, da noben ne bi smel biti lačen, da noben ne bi smel izključen biti, da noben ne bi smel reči, nimam bodočnosti v svoji državi, v svoji domovini. Noben državljan ne bi smel to reči, ki ima predsednika in predsednik ima vlado, ki je izbral med svojimi prijatelji najboljše, najbolj poštene, najbolj iskrene, najbolj dinamične, da mu pomagajo izvrševati, kar je obljubil narodu. Ne? In torej, oni so garantje, če oni vejo, da nekje en del države, kjer ni cest, ni vode, ni pitne vode, ni zdravstva, on mu reče, tja gremo prvo, ne pa tukaj v središču mesta, ker je že vsega dovolj in moramo imeti krasne prostore, mora se bliščeti, ker vse ni prostor, ki zdravi človeka. Je čistoča, je znanje zdravnikov, so sredstva, ki imajo. O tem ni problema, ampak zakaj imeti, ne vem, kakšne iz marbra tlakovane, kaj bi rekel, plošče ali pa tele, ko vstopite v bolnico, ne? Zakaj ne damo ta denar tistem, ki so ob robu naše dežele? In to je garant v Akamasu. Mi skrbimo za 25,000 ljudi. In jaz osebno grem sam v naselja in ko vidim, da so nekatere družine, nimajo delo, so bolni v hiši, potem reče, pa kako je to možno? Pa kje so moji sodelovci tukaj bili? Kako da niso to oni zapazili in me povedali? In potem, ko zberem sodelovce, rečem, fantje, dekleta, jaz sem videl v tej četrti toliko družin bolnih brez dela. A niste bili tam? Ja, smo bili pa, smo pozabili povedati. Sako, ne, to ne smete pozabiti. Oni so zdaj prvi na vrsti. Njim, ki so zadnji, moramo dati več. Da tisti, ki je prvi, da naj počaka malo. Zakaj tisti, ki je prvi, mora imeti več, ki ne potrebuje. Torej, jaz mislim, da, in to seveda ponavljam posod, predsednik je tisti, ki se zaveda, ki služi narodu, služi svojemu ljudstvu in ki je garant do zadnjega svojega državljana, ali je volil za njega, ali ni volil za njega, je njen sobrat, človek in je obvezen, ker je sprejel to poslanstvo, da mu pomaga. Obvezno mora pomagati. Ne? Nažalost, to se ne dogaja v Afriki. Ne? Mogoče tukaj v Evropi. Dobro, potem pa rečemo, ampak tukaj imate vi velik prednosti v zdravstvu, v socialnem pogledu, vi imate tako prednost, ker se ne morete predstavljati. Jaz bi samo to rekel, če vi hočete, in to Lojze Peterle lahko reče v Bruslju, da če hoče Evropa imeti vselej večje plače, nekje se bo to potem nižalo.
In če se bo nižalo sel v Afriki, na Madagaskarju in v teh drevnih državah v Aziji, če je sploh še kakšna, to se pravi, da če tukaj višate, tle se niža. In enkrat se mora ustaviti torej, če hočete višati, ampak pod pogojem, da potem ta, ki dobita denar, da ga on osebno, prostovoljno da za svoje brate in sestre v Afriki, ta pozabljen kontinent, pozabili smo Afriko in koliko beli človek dolžuje Afriki v zgodovini. Mi smo posuznili te naše brate, smo imeli ne za ljudi in se ne morem uporabiti druge besede, ki bi lahko uporabljal, jih ne morem uporabiti, ker smatram, da ne bi spoštoval mojega brata, sestra v Afriki. Smo naredili z njih sužne, smo jih prodajali v Ameriko, v Srednjo Ameriko, Južno Ameriko, smo jih prodajali, kot pa ne nadaljujem stavek, ker ne morem te besede izgovoriti. In mi imamo eno dolžnost, zgodovinsko dolžnost do tega. Če je papež Frančišek šel prvič, kad ven iz Vatikana, da je šel v Lampedusa, to je bil en simboličen potovanje, romanje, da pove Evropski skupnosti, da ta naša trdnjava evropska se mora zanimati tudi za Afriko, da hitrejše pomaga Afriki, hitrejše. Povej, Lojze, tvojim sobratom, tvojim poslancem, da so Afrikanci že zmatrani čakati. Ko nam obljubljajo pomoč, pride čez par let pomoč, ne takoj. Jaz sem že prosil pomoč v Evropo in sem čakal, sem čakal že mesec, 2 meseca, sem rekel, a ste dobili našo prošnjo za ta projekt? Smo. In sem rekel, in kaj? Čakajte. Sem rekel, kaj bom jih čakal? Da bodo naprej umirali otroci na smetišču? Potem sem sam šel v Evropo in začel govoriti ljudem po Franciji, v Monako, v Švici, v Italiji, v Sloveniji, v Kanadi, kamor sem šel? Sem šel kot romar in ljudje so takoj se odzvali, takoj, ko dobim to pismo, takoj, ko pridem na Madagaskar, zberem svoje sodelavce in rečem, gremo na delo. In ko pridejo delavci, me spremejo in ko rečem, bratje, delavci, prinesel sem delo, kakšno vriskanje, kakšno ploskanje, ker sem prinesel delo, ne denar, delo sem prinesel. Torej, bratje, tukaj je ena stvar, mi smo že smatrani čakati, mora se treba hitreje pomagati. Kolikrat sem opažal, ko je G8, zdaj je že G20, kot rečete, G8, tako rečete? G8, G20. So enkrat rekli, na Škotskem so imeli en sestanek pred 5 leti, bomo dali ne vem koliko milijard Afriki. Mislim, da se nikdar niso prišli te milijarde. Nikdar niso prišli. Ampak takrat so vse pisali, kako so dobrotni, dobrodelni, kako so dobri ljudje, bodo pomagali. Ta denar nikdar prišel. Nikdar nisem slišal, da je ta denar prišel na Madagaskar ali v Afriko. Torej, vidite, v tem se jaz uprem in verjetno jaz ne bom imel veliko prijateljev v Bruselju, razen Lojzeta. Lojze brani nas, brani revne ljudi v Afriki. In ker imamo mi, in če mi hitreje pomagamo tem bratom in sestram v Afriki, sem prepričan, da jih bo manj šlo na to potovanje, kot grejo zdaj in tvegajo v Sahari njihovo življenje ali se potapljajo v Mediteranskem morju. Ja, to. In zato moramo hitreje pomagati. Kdor hitro pomaga, pravi slovenski pregovor, 2-krat da. To delajo Slovenci, to delate vi. Hvala lepa. Hvala lepa. In to bodo delali naši otroci. Ja. Dala, da kdor želi pomagati, tudi v tej knjigi smo objavili zadaj podatke, da lahko pomagajo in ko ste bili letos predlagani za Nobelovo nagrado za mir, za kar je marsikdo prepričan, da bi si jo zaslužili, smo rekli potem 11. oktobra, ko ni bilo vaše ime, smo rekli, v redu, jo boste pa obročno dobili. Tako da tukaj so podatki za nakazilo in nas veseli, da lahko pomagamo tudi z izdajanjem teh knjig, tudi del od prodaje te knjige, ki je izšla, gre za Madagaskar, kar nas zelo veseli, da lahko
sodelujemo pri tem. Tako da hvala tudi za to. Hvala lepa Mohorjevi družbi za to pomoč. Hvala lepa Mohorjevi družbi. In nekaj sem mislil povedati, pa sem pozabil, prostite me. Morda še pride, ne? Ja, pa se je prišlo nekaj, ker je ostala gospa. Nič hudega, lahko drugo vprašanje. Se ni bilo vprašanje, ne? Koliko naših knjig? Po svetu. Ja, to sem hotel reči. Nismo dobili uradno Nobelovo nagrado, ampak Slovenija mi je dala Nobelovo nagrado. Slovenija sama mi je dala Nobelovo nagrado, to pot, ko sem prišel. Kakšni sprijemi, kakšna množica, kakšno veselje in kakšni darovi. To je Nobelova nagrada, ki je uspešna za najbolj revne ljudi. Hvala lepa vam. Prosim, koliko knjig? Ne vem, 7-8 knjig. V različnih jezikih, ne? Ja. Veste kaj? Ena sama knjiga je bila prevedena v angleščino. Če bi mi to delo, ki ga delamo na Madagaskarju, bilo narejeno v eni angleški govoreči državi, v Afriki, bi bili tako znani kot Mati Terezija. Ker pa delamo v nekem francoskem govorečih državah, Francozi so bolj lajki, ko bi rekel, oni rečejo, ti misionarci, to ni to je delo. To pusti države, ne država dela, pa država ne dela. Zato mora nekdo mora pomagati otroku, ki se potaplja, otroku, ki umira, nekdo mu mora stegniti roko, mi smo mu stegnili. Če bi toliko novinarjev, ki jih je bilo Francozov, ki so prišli k nam, da bi bili angleški, govoreči angleški, veste, ker so bolj občutljivi, angleški govoreči novinarji so bolj občutljivi na charity. Medtem ko charité v Franciji to pomeni beseda, ki ima čist drug pomen več. Čist drug pomen. To se pravi, zato ni šlo toliko naprej to, ampak nič hudega. Bog že ve, zakaj moram iti stopnico za stopnico. Ker me naredi, da grem tudi po svetu in druge prebujam mogoče. Jaz dobimam pomoč, ampak tudi druge prebujam. In ko grem v Francijo, veste, ljudje so tako veseli, me spremijo, pa mislijo, da sem Francos, jaz, pa reče pa, kot Francija ste, kje ste bili rojeni? Tam na jugu Francije, nekje Perpignan, Marseille, ker imam tako govorico, v francoščini, pa res iščejo, tako, in prav verjamejo, Enkrat sem rekel mu sobratu, ker sem bil še, ker nisem še imel slovenskega državljanstva, ker ni bila Slovenija še svobodna, sem dal moj pasaport francoski ambasadi, argentinski, da me da vizo, da stopim v Francijo. Pa je rekel, preden je dal pasaport, mi je rekel un konsul, pa zakaj bo misionar Pedro potrebuje vizo, vse je Francos. Tako je Francos, pa pogledajte njegov potni list. Tako. Tako da jaz sem vesel, da Francozi mu vzamejo zase. Zadnjič, ko sem šel ven iz Madagaskarja, pa me žandarme, preden vstopite na uno stran carine, ko greste ven, me reče, ja, pravzaprav vi, misionar Pedro, čekaj narodnosti ste vi, kakšne narodnosti ste vi, vsi smo vse sorte, pa samo pogledajte pasaport, ki imate v vaših rokah, ja, Slovenija, Slovenc, seveda, ne, prav, vi ste naš človek, vi ste malgaš, samo hvala lepa. Dobro, dragi obiskovalci, bi na tej točki zaključili formalni del, sedaj pa še neformalno. Če ima kdo za podpisati knjigo, mogoče stisniti roko. Izvolite. Ja, jaz bi se samo še rad zahvalil vsem, Jožetu Možinu, ki mi je naredil tak lep program, in bom hvaležen, da sem živ ostal. Ampak kakšno veselje. In hvala vam za vašo podporo, za vašo ljubezen, za vse vaše sočutje z nami. Hvala lepa, molite za nas, spomnite za nas v molitvi vseh naših 11.328 otrok, ki smo vzeli smeti in iz ceste. Hvala lepa vse. Hvala lepa, Lojze. Ti Lojze.